Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijazno in lepo pozdravljeni iz studija VTV vaše televizije Velenje v današnji oddaji Župan z vami. V mesecu septembru praznuje tudi občina Šoštanj in v te dne se odvijajo številni dogodki, prireditve, tudi slavnostna seja se obeta, ampak gremo lepo po vrsti. Z nami je župan občine Šoštanj, gospod Darko Menih. Lepo pozdravljeni. Enako, lepo pozdravljeni vsi. Je veliko delovnih obveznosti zdaj v mesecu septembru? Ja, poglejte, obveznosti so skozi vse leto, ampak ko se bliža pa ta naš september, ki je tudi prazničen za našo občino, je pa tega dela še veliko več, oziroma priprave na te prireditve, ki se bodo vršile v mesecu septembru za naše občane in za vse ostale, je kar precej. Znani ste kot človek z velikim srcem, z veliko začetnico. Vedno imate na stežaj odprta vaša vrata. Če kogarkoli, karkoli zanima o delovanju vaše občine, vas vedno lahko pokliče, pride na vaša vrata, lepo povpraša. Tudi kakšna dobronamerna kritika je vedno dobrodošla. S kakšnimi informacijami se ponavadi ljudje obračajo na vas ali pa vas, ki v javnosti pocukajo za rokav? Ja, poglejte, želje naših občanov so kar precejšnje in ko se takole srečamo nekje na terenu ali na kakšni prireditvi, na kakem slavju, pa izkoristijo priliko, pa me kaj povprašajo. Pa nikoli še nisem nobenega zavrnil, če je le čas, odgovorim, če ne pa ga napotim na naslednji dan, da pride na občino in da se potem pomenimo o konkretnem problemu, če je problem. Če je pa kar kakšno drugačno vprašanje, pa takoj rešiva zadevo. Pa se zdaj v tem prazničnem septembru občuti recimo večji zagon, večja energija, več obveznosti? Ja, res je. Poglejte, obveznosti je kar precej, kar se tiče same občine, občinske uprave in pa seveda vsega dela, ki prihaja tudi iz vlade, iz ministrstev, tako da smo na občini kar zasedeni. Ampak vedno najdemo pa tisti prosti čas, da prisluhnemo ljudem, če nas pokličajo ali nam pišejo kakšne dopise, da poskušamo čim prej odgovoriti in to nekje v realnem smislu, tako da niso razočarani. Zdaj v današnji oddaji Župan z vami bova nekako orisala sliko od minulega občinskega praznika do letošnjega. Kako je pravzaprav sestavljen svet občine Šoštanj? Ja, svet občine Šoštanj je po lanskoletnih volitvah zopet takšen, kot je bil. Nekaj je novih obrazov, drugače pa je strank toliko, kot jih je bilo. Naš svet šteje 20 članov in vsi, tudi moram kar reči, pridno prihajajo na seje in tam tudi potem glasujejo, izražajo svoja mnenja in tako da smo z delom sveta v lanskoletnem obdobju zelo zadovoljni in jaz pričakujem, da bomo tudi v letošnjem, kajti problemov se je zopet nekaj že kar nabralo, sproti jih rešujemo, imamo seje in imamo tudi vse komisije, ki so temu nekje podvržene, tako da se ti problemi širše obdelujejo. Koliko rednih sej ste imeli do zdaj, kaj vse ste obravnavali, spravili uspešno pod streho? Ja, mi smo imeli zdaj 3 seje, zdaj imamo ta 4. in na teh smo pač imeli razne pravilnike, potem tudi pobude, reševanje njihovih vprašanj in pa seveda pravilnike, ki sodijo v sam ta sklop politike. Imeli ste tudi izredno sejo, zakaj? Res je, imeli smo tudi izredno sejo, to pa zaradi tega, ker se je nabralo kar nekaj stvari okrog termoelektrarne Šoštanj, rudnika, namreč ve se, da ta 2 giganta uničujeta našo dolino, da pa nasproti nam, občanom, ki zahtevamo pa tudi neko odškodnino in pa povrnitev škode za to, pa ne prisluhnejo v pravem pomenu. No in teh stvari se je nekaj nabralo, potem se je pojavil ta problem toplotne energije, ki se je podražala, CO2 kuponi so se podražili in
ti problemi so se kar vrstili. No, potem je prišla tudi novica o sosežigu frakcij v naši elektrarni. Tu je zopet nekoliko zavrela kri v naši dolini in to smo tudi predstavili potem s termoelektrarno, s HSE-jem in pa z rudnikom na naši izredni seji, tako da so bili potem naši občani pomirjeni. Tam smo sklenili oziroma pripravili 10 sklepov, ki smo jih potem poslali na vsa ministrstva, tudi predsedniku Šarcu in zdaj čakamo na njihovo uresničitev. Ta seja je bila sklicana na pobudo 5 svetnikov in civilne iniciative in seveda potem smo vso to problematiko tudi obravnavali. Strani svetnikov in svetnic je bilo nekaj pripomb, želja. Kaj so predvsem želeli, kaj so povedali? Ja, povedali so pač nekoliko zgodovino naše doline, kaj vse je bilo prej v dolini, kako je dolina zdaj trenutno precej uničena, degradirana in pričakujejo zdaj v bodočnosti, kaj se bo s tem zgodilo. Tako da na tem delamo na občini veliko se posvetujemo na ministrstvih, tako za okolje in prostor, za infrastrukturo, na gospodarskem ministrstvu. Skratka, vse te naše institucije tudi sproti obveščamo. In kakšna je trenutna slika, kaj se dogaja na tem področju? Na tem področju se dogaja pa to, da smo imeli zdaj kar nekaj sestankov, dogovarjanj okrog degradiranega področja, tudi okrog prezračevalnega jaška in pa seveda okrog tega, kaj se bo zgodilo z rudnikom, ko bo prišel čas zapiranja rudnika. Vmes je prišla še novica tudi, da poteče rudniška koncesija leta 2021 in tu je bila želja in rudnika in ministrstev, da nekako obidejo soglasje občine za podaljšanje te koncesije. No, tudi o tem smo razpravljali in zdaj se pripravlja, da bomo tudi v tem delu mi sodelovali. Gospod župan Darko Menih, kakšno je recimo sodelovanje zdaj z gospodarstvom? Na eni strani TEŠ, na drugi strani Premogovnik Velenje, kar ste že omenili? Ja, mi smo do sedaj zgledno sodelovali in jaz upam in mislim, da po sedanjih dogovorih in dogovarjanjih, da bomo tudi v bodoče. Kajti oba giganta se zavedata in tako tudi HSE, ki je lastnik, da je naše območje zelo degradirano, da je potrebno obnove in da ga bo treba sanirati v tej meri, da bodo ti zanamci imeli kulturno okolje za preživetje, tako kot je bilo nekoč. Kako je drugače gospodarski utrip v občini mogoče zaznati? Kar veliko mladih podjetnikov je na novo zraslo. Mladi vidijo priložnost občini Šoštanj. Ne, res je. Kar nekaj novih podjetnikov je se prijavilo v naši občini, tako da imamo poleg obeh največjih gospodarskih institucij kar nekaj privatnikov, SP-jev in pa zanimivo bo zdajle, ko smo sprejeli tudi nov pravilnik o podeljevanju pomoči malemu gospodarstvu in tu pričakujemo tudi, vsaj po tistih interesih, ki so jih že do sedaj izkazovali, kar velik interes, da bomo z našimi denarnimi sredstvi pomagali pri tistem osnovnem njihovem zagonu. In kakšni so ti postopki? Nekdo se odloči, da bi imel svojo obrt, dejavnost. Občina ima tukaj posluh. Pomagate? Ja, jaz moram reči, da ima občina posluh, tako kot ga imamo za vse tiste stvari, kjer lahko kaj subvencioniramo. Tako smo zdaj tudi s tem pravilnikom prišli do nekih sredstev. Približno v letošnjem proračunu je rezerviranih 30 000 in v kratkem bo tudi šel razpis za male in srednje podjetnike, ki morajo pač potem predložiti svoje plane in svoje želje, svoje možnosti in tu se bomo potem, bo komisija odločala
koliko lahko kdo dobi pomoči iz te kvote. Kje pa ljudje najdejo zaposlitev? Ja, zaposlitev pa moram reči, da najdejo tudi pri privatnikih, čeprav zdaj je teh privatnikov ne sprejemajo na delovna mesta ne vem koliko ljudi. No in prav ta nova podjetja, ki bodo nastala, bodo lahko tudi zaposlila nekaj novih delavcev, kar bo pa tudi za občino Šoštanj potem dobrodošlo. Posamezne projekte bova predstavila v nadaljevanju najinega pogovora, pa vseeno, zdaj, če se sprehodimo po občini Šoštanj, vidimo, da se veliko dogaja, ne? Ljudje komaj pričakujejo obnove določenih stvari. Kakšno je vaše videnje, ko greste čez Šoštanj? Ja, moje videnje, ko gremo čez Šoštanj, je kar, lahko bi rekel, različno, dvojno. Eno vidim, kot jaz gledam s svojimi očmi, me veseli, ko se nekaj dogaja, ko nekaj na novo raste, ko se nekaj na novo zgradi in tudi dokonča. Drugo pa je, ko se potem nekje ustavljamo s kakšnimi našimi občani, pa nekateri pohvalijo naše delo, naše projekte, drugi pa tudi nekaj potarnajo in pokritizirajo. Pa sicer je prav tako. Tudi iz teh kritik se da kaj potegniti, kaj pozitivnega, ampak vendarle, spremembe so itak v naši občini ena taka posebna rak rana, če bi temu tako rekel, kajti za vsako spremembo je treba veliko obrazložiti, veliko objasniti, da bo potem boljše, da bo potem lepše v našem kraju, v naši občini, da bo bivanje in sobivanje med nami boljše in prijetnejše. Tako, kot sem rekla na začetku najinega pogovora, dobronamerne kritike so vedno dobrodošle. Konec koncev, nikoli nihče ni popolnoma zadovoljen. Če se pa dela nekaj o dobrobit ljudi, občank in občanov, je pa to treba sprejeti. Tako je, res je. Vedno se pač najde neko nasprotovanje, vendarle potem, ko se zadeva dokončuje, pa se ta njihova miselnost tudi spreminja in potem na koncu, čez kak čas, pa le reče nekdo, ja, pa ste imeli prav na občini, da ste šli v to, da ste zgradili ta projekt in obnovili tiste stvari, tako da smo potem konec koncev tudi mi nekje zadovoljni. Ravno to sem želela poprašati. Se zgodi kdaj pa kdaj, da rečejo tisti ljudje, ki so morda prej nasprotovali določenim stvarem, to ste pa dobro naredili, je treba priznati, pa pohvaliti. Ker Slovenci smo nažalost znani po tem, da težko rečemo kakšno pohvalo za hvalo. Res je to, kar ste rekli. Težko je, ampak vendarle na koncu pa pri nekaterem res prevlada tista resničnost, tisto resnično zadovoljstvo, ko ugotovijo, da je projekt bil dobronamerno zgrajen in tudi uporaben. No, ko sem prej govorila o TEŠ, Termoelektrarni Šoštanj, je treba povedati, da zelo dobro sodelujete pri različnih projektih. Ravno v TEŠu gostijo različne, recimo, delegacije, kakšne sestanke, okrogle mize, predavanja. Ja, res je. No, v zadnjem času se je v TEŠu zgodilo kar nekaj sestankov in potem so tudi prišli še na občino. Namreč veliko je, kot sem že prej omenil, problema okrog tega sosežiga frakcij in tudi na tej izredni seji smo imeli potem predstavitev strani HSE-ja, kako in kaj naj bi se te frakcije izkoriščale v kurjenju. In svetniki so bili s tem seznanjeni, vendar smo potem zahtevali, da sproti nas obveščajo o raziskavah tega sosežiga. Namreč tu je še veliko nedorečenega, kakšna oblika bo teh frakcij, a bo to prah, a bo to trda snov ali kako drugače, kje bo to deponirano, kdo bo to prevažal, kako se bo kurilo. Skratka, dogovor s HSE-jem je ta, da nas redno obveščajo, prihajajo tudi na seje in redno obveščajo tudi v tej smeri naše svetnike. No, posebno komisijo ste tudi gostili, kar zadeva nadaljnjih korakov glede rudarjenja. Glede rudarjenja smo gostili tudi
Evropsko komisijo skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo. Namreč ta Evropska komisija se ukvarja s platformo o premogovnih regijah v času zapiranja premogovnikov po celi Evropi. No in preko ministrstva, preko našega državnega sekretarja, gospoda magistra Bojana Kumura, smo prišli tudi do Evropske komisije in z njo smo imeli potem tudi srečanje v termoelektrarni Šoštanj, kjer smo jim predstavili naše probleme, našo področje, naš rejon, našo uničeno, degradirano območje. Člani komisije so si to ogledali, prisluhnili celi dolini, kajti imeli smo več referatov v tej smeri, tako da so bili s tem zadovoljni. Mi pa seveda tudi smo prišli zdaj v nek stik z Evropo in si zdaj lažje obetamo to sodelovanje tudi glede samega zapiranja oziroma prestrukturiranja rudnika Velenje. Zato, ker slej ko prej nas čaka to in že zdaj je potrebno misliti, kaj se bo zgodilo z delovnimi mesti, ko se bo rudnik zaprl. Moramo biti pripravljeni z novimi idejami, z novimi podjetji, tako da delovna sila ne bo propadla, ravno tako pa ne samo življenje v naši dolini. Na drugi strani se pa zavedate pomena turizma, da je treba tukaj veliko narediti. Če se dotakneva Term Topolšica, zdaj z novim vodstvom se mi zdi, da je občutek kar zaznati ogromno promocije, reklamiranja v javnosti, večje privabljanje različnih gostov, ne samo domačih, tudi tujih. Ja, res je. S Termami Topolšica občina itak dobro sodeluje že vse skozi. No, z novim vodstvom smo tudi takoj navezali stike in se tudi našli v nekih projektih, ki so skupni za obe strani. Nekaj je bilo tudi samih sprememb v termah, to je tudi bilo dobrodošlo. Če sledimo njihovi ponudbi, zdaj je veliko novega, novo ponujenega turizma v Topolšici, tako da smo mi s tem tudi zelo zadovoljni. Mi tesno z njimi sodelujemo, tudi naše ideje sprejemajo in pogovarjamo se tudi o izgradnji parkirišč za avtodomove in še druge stvari, tako da res delamo skupaj in vse v dobro novega prihajajočega turizma, kajti zavedamo se, da je turizem moderna gospodarska panoga, ki je zelo obsežna, zahtevna, mi pa imamo tudi vse dane naravne dobrine, da jih ponudimo vsem gostom, seveda pa je tu treba imeti sodelovanje z roko v roki in to si tudi želimo. Kje vidite še razvoj turizma? Razvoj turizma vidimo tudi na naših kmetijah. Imamo kar nekaj turističnih kmetij pri nas, ki še niso popolnoma zaživele, ampak vendarle nekaj jih je, ki imajo pestro ponudbo, zelo dobro prehrano in seveda vse aktivnosti, kar sodijo v tisto ponudbo. In nenazadnje imamo tu še naše jezero in tudi v dogovoru s HSE-jem zdaj pripravljamo skupaj projekt za oživitev našega jezera, da bodo tam nastali. Projekt je zdaj nekje gotov, v kratkem se bo začel izvajati postopoma in tam imamo željo, da bo nastal nek pomol, da bodo nova parkirišča, da bo adrenalinski park med drevesi, želimo si tudi planiranje zip line preko jezera in pa mostiček tam na Račjem otoku, tako da bojo ti sprehajalci okrog jezera res lahko uživali v lepi naravi, čudoviti naravi in pa seveda tudi v čudovitem zraku, ki je tu nam na razpolago. No, ko sem zdaj pri zraku, se bo morda kdo nasmejal, ja, TEŠ 6 pa Šoštanj pa čist zrak. Ampak je res, da imamo najčistejši zrak v Šoštanju. To je preko 98,9% imamo čistega zraka. Skazi ga nam samo
dimniški izhod iz rudnika, ki občasno zasmradi celo dolino, ampak na tem se tudi dela in jaz upam, da bo ta jašek tudi prej ko slej saniran. Kdaj bi se začele izvajati te investicije na jezeru? Te investicije bi se zdaj začele, projekt je gotov, zdaj v kratkem bi se začelo tisto osnovno, zdaj se dogaja na jezeru nekaj in sicer RGP poglablja jezero na tem južnem delu in prevaža ta mulj na severni del in tu bi že bil ta začetek. Potem pa pride na vrsto pomol in tako sledi vse, kar je v projektu narisano. Zdaj, polni ste idej, želja, tudi pričakovanj. Menite, da bo še več obiskovalcev potem prišlo tudi zaradi tega v Šoštanj? Jaz sem prepričan, da bo, ko se bo na jezeru nekaj zgodilo, da bo vidno, da bo tudi uporabno, da bo teh naših obiskovalcev še več, kajti samo jezero, sama koča na jezero in pa ribiška dejavnost, tam, kjer se dogaja tudi evropska in svetovna prvenstva v castingu, kjer ribiči skrbno skrbijo za to okolje, privablja že zdaj veliko ljudi in tudi prenovljena okolica bo prinesla, jaz mislim, da veliko novih obiskovalcev. No in ravno na Šoštanskem jezeru se tu in tam odvijajo različni dogodki, kar ste zdaj omenili, da privabite čim večje število obiskovalcev, ne samo starejših, mladih, če samo pogledamo ta prižig lučk, je nekaj posebnega. Ja, tako je. Poglejte, ena izmed takih dejavnosti na tem jezeru je res prižig teh lučk in preko 10-15 tisoč lučk, ki jih gospod Heindl in njegova žena naredita, pripravita, potem pa se zvečer te lučke spustijo po jezeru, je prav interesantno, zanimivo. No, v preteklem tednu bi morala ta prireditev biti, ampak zaradi dežja je odpovedana, tako da je zdaj v naslednjem tednu ta dejavnost planirana in vsi vabljeni na ta spektakel. In kar je treba še posebej izpostaviti in tudi pohvaliti, odlične kolesarske steze, povezave z različnimi ostalimi kraji, se pravi za ljubitelje kolesarjenja je poskrbljeno. To lahko povem tudi iz lastnih izkušenj. Ja, res je. Kolesarske steze so v Šoštanju v povezavi z Velenjem tudi zelo razvejane in sledimo še naprej v Savinjsko dolino. Skratka, v Topolšici je tudi že kolesarska pot. Vse ostale trase so pa tudi, kar so obnovljene ceste, res prijetne za voziti. Res pa je, da tam je manj varno, ampak vendarle varni oziroma pozornost za svojo varnost, pa itak moramo skrbeti sami zase in tudi seveda za druge. Ko govoriva ravno o turizmu, pa kako bi privabili čim več turistov v občino Šoštanj, je treba nekako omeniti tudi šaleški aeroklub v Lajšah. Zdaj, odkar imajo v Slovenj Gradcu tudi nekaj težav, so privabili na vaš konec tudi Korošce, kar je pa vzpodbudno. Ja, vzpodbudno je res in poglejte, slej, prej, ko pride do kakšnih nesporazumov, tako je prišlo v Slovenj Gradcu in potem so se ti jadralci znašli, se obrnili na jadralni klub, na letališki klub v Lajše. Tu so jih toplo sprejeli in aktivnosti se zdaj skupaj z njimi izvajajo na tem našem letališču. No in to naše letališče je tudi vključeno v turistično ponudbo, tako Term kot tudi same občine Šoštanj in tudi na njem se že dogajajo razne stvari. Pa se bo še na letališču kaj dogajalo? Še kakšna investicija želite še recimo kaj razširiti to dejavnost? Ja, poglejte, da ko smo že pri tem letališču, je zdajle v končni izdelavi dom krajanov v Lajšah. To je tik ob letališču in zdajle se končuje ta dom. Vidimo ga na sliki, zelo je lep in tudi uporaben. Tako da mislim, da bo zdajle v tem tednu tudi otvoritev, uradna otvoritev. Dom bo predan športnemu društvu Lajše,
ki ga bo potem upravljalo in ga potem tržilo. Zelo lep dom je in poglejte, v vsaki krajevni skupnosti imamo domove in tako je prišlo tudi v krajevni skupnosti Topolšica, Lajše, na vrsto, da bo ta dom zaživel. Pojavljajo se nove generacije mladih in to športno društvo je mlado, polno res teh najmlajših, ki bodo sedaj vključeni v ta del, v to preživljanje prostega časa, športnega časa na tem področju. No, ko ravno župan omenjate krajevne skupnosti, kako pravzaprav občina Šoštanj sodeluje s posameznimi krajevnimi skupnostmi? Ogromno novosti ste naredili, investicij, kar ste nekaj že omenili. Recimo, velikokrat krajani zdaj izrazijo, kaj želijo. Vedno se začne in konča pri denarju, ampak konec koncev vedno upoštevate želje, pa najdete neko rešitev. Ja, res je. Poglejte, želja je res ogromno. Pa potem, ko v določeni krajevni skupnosti postorimo že skoraj vse, pod narekovajem skoraj vse, pa se še najdejo kakšne ideje, pa da jih potem damo nekoliko na stran, pa čez nekaj časa zopet najdemo kakšno rešitev, tudi denarna sredstva, pa zopet tisto, kar smo prej imeli na strani, potem izvedemo. No in kot sem že prej dejal, vsaka krajevna skupnost ima dom krajanov, edino v Skornjem, kar še ni v Zgornjem Skornjem. No in tudi ta je zdaj gotov in mislim, da bo tam v začetku oktobra tudi ta dom otvorjen, kajti tudi v tem delu Skorna je mlada generacija, polno društev, veliko aktivnosti in vse te stvari privabljajo tudi ljudi, tako da so te prireditve na teh igriščih in v tem domu tudi zelo dobro obiskane. Konkretno, kaj so v minulem letu zdaj dobile krajevne skupnosti? Krajevne skupnosti so zdaj dobile ta dva domova, pa nekaj cest, ki so bile nujno potrebne. Gotova je koncesija gospoda Andrejca, ki je opravil veliko delo, 44 km novih cest asfaltiranih v celi občini in vsaka krajevna skupnost je bila deležna kakšnega dela nove ceste. Tako da to je zelo pohvalno. Poleg tega pa se v nekaterih krajevnih skupnostih sanirajo tudi določeni plazovi, ki se še vedno pojavljajo v naši občini. Tako da imamo zdaj trenutno v Belih vodah v izdelavi 2 plaza, v Lomu v Topolšici 1 plaz in pa v Zavodnjah tudi en velik plaz. En velik plaz je tudi še v Skornjem, tako da vse te aktivnosti okrog plazov potekajo nemoteno. Jaz moram tu pohvaliti vse izvajalce in tudi imamo srečo na razpisih, ki jih objavljamo, da dobimo oziroma da izberemo vedno zelo dobrega ponudnika in s tem tudi zelo dobrega izvajalca. In vsi smo potem zadovoljni z izvedbo, z sanacijo teh delov naše občine, ki postajajo s temi plazovi res nevarni. Kar nekaj nevšečnosti ste imeli v zadnjih letih zaradi plazov. Ja, ker nekaj nevšečnosti je bilo v teh plazovih, namreč so nepredvidljivi, tudi talna struktura je drugačna od plazu do plazu, tako da se potem naknadno še usuje kakšna škarpa in pa tudi delovni stroj se lahko mimogrede obrne v tem neurju, tako da hvala Bogu pa, da nismo imeli kakšne večje nesreče. Ko ste prej omenili ceste, zadovoljni s trenutnim stanjem? Zelo smo zadovoljni s trenutnim stanjem in samo nekje iščemo kompromis z naravo, da vsake ujme pa res ni treba, da je glih v Šoštanju. Zdaj pa župan občine Šoštanj Darko Menih k investicijam, na katere ste še posebej ponosni. Ena izmed teh je glasbena šola. Jo opazujete, kako dobiva končno podobo. Pa če greva lepo po vrsti, kdaj se je začela pisati zgodba za ta projekt? Ta
ta zgodba se je začela že kar pred nekaj leti, ko so prišle večje pobude iz strani glasbenikov, tako pevskega zbora, tako godbena pihala in pa seveda samega vpisa v glasbeno šolo. In ta trenutna glasbena šola v Šoštanju je postala premajhna, namreč letos je vpisanih 163 otrok v glasbeno šolo, pa je tu godbena pihala, ki ima preko 110 članov, in pa mešani pevski zbor Svoboda, ki ima tudi preko 50 članov. No in vsa ta društva, vsi ti ljudje bodo sedaj dobili prostor v novi glasbeni šoli, ki smo jo nekje dogradili k kulturnemu domu. Porušili smo del stare šole, nekoliko se je zavlekla gradnja zaradi tega rušenja, ker je bilo tisto zidovje kar nevarno in smo potem še dodatno porušili. No in glede na vse tiste neprilike se je tudi sama gradnja nekoliko zavlekla, vendar zdaj se tudi ta stvar pelje k koncu. In dobiva se lepa nova zgradba, nova institucija v Šoštanju, na katero jaz upam, da bomo vsi zelo ponosni. Urejena bo tudi okolica, ki se bo zlila z Kajuhovim domom in pa tudi z zdravstvenim domom, tako da bo tu tudi prijetno sprehajališče in tudi kakšne klopce bodo tam, da bodo lahko ljudje malo posedali in se pomenkovali. Tako da mi smo zdaj, ko gre že vseh koncev, res zadovoljni. Kar se tiče samega stroška, vemo, da je strošek kar velik. Sama šola bo tam približno 3.144.000. Od tega smo od ekosklada dobili 424.000 evrov. In pa povedati je treba še, da zdaj trenutno nameščajo notranjo opremo, ta pa znaša približno 300.000 in prej je nismo mogli naročiti, dokler niso bili finalizirani ti prostori, kajti vso pohištvo je potem narejeno točno na mero. Kar je pa zelo pomembno pri glasbeni šoli, je pa akustika. Ta je zelo natančna tudi v vsaki učilnici za posamezen inštrument, tako da bo tisti glasbeniki, ki bodo tu vadili in se tu poučevali, izobraževali, res imeli na razpolago vso tisto ugodje, ki ga bomo ponudili. No, v spodnjih prostorih pa so kletni prostori, kjer bodo te naprave, klimomati in pa ostale stvari za ogrevanje, tako da bo šola popolnoma izkoriščena. Da dobimo malo bolj podroben opis te slike. Kdaj ste položili temeljni kamen, v koliko časa so se izvedla ta dela? Ja, temeljni kamen smo položili, mislim, da lansko leto in bilo je že planirano, da bo v enem letu, ampak kot sem že prej dejal, se je nekoliko zavleklo, ampak vendarle držimo se tistega leta in v kratkem bo tudi, mislim, da proti koncu oktobra bo pa le tudi ta šola predana v uporabo. Se vam kar smeji, ker vem, da imate radi otroke, najmlajše, da niso ves čas med recimo 4 stenami, računalniki, telefoni, televizori, ampak da nekaj naredijo za svojo dušo in srce. In glasbena šola je to. Res je, in glasbena šola da potem tudi talente, ki potem nadaljujejo, pri nas jih ni malo, ki nadaljujejo potem glasbeno izobraževanje na višjih instancah in tudi celo zunaj naše države. In potem drugi tak večji projekt, Trg bratov Mravljakov. Ja, tudi ta je velik projekt. Za njega smo se nekje dlje časa odločvali, kaj narediti s tem trgom, ki je že nekoliko zastarel in pa potreben same obnove. No, ker nekaj časa smo se odločvali,
Ja, smo se odločili za ta projekt in prišli smo do lepega projekta, s katerim smo potem kandidirali tudi na Ministrstvo za gospodarstvo, na infrastrukturo, za dodatna sredstva. Mi v začetku nismo bili tako optimistični, da bomo tam kaj dobili, ampak vendarle projekt je bil zelo dobro ocenjen in smo dobili približno 817 tisoč evrov za ta naš projekt. Sam projekt bo stal, mi bomo dodali še 400 tisoč, tam približno 1 200 000, 1 300 in sam projekt se je začel tudi izvajati. Dela ga gradbeno podjetje Nivik in tudi ta bo v enem letu, to se pravi drugo leto, bo končan in predan v uporabo. Moram reči, da v tem projektu je zanimivo to, da bo nekje umiril promet v tem trgu in pa seveda ponudil številne aktivnosti za pešce, kolesarje in popotnike in obiskovalce. Tam bodo tudi taka platforma za prireditve in tudi tega se mi zelo veselimo. No in vse to spada tudi v naš projekt celovite prometne strategije Šoštanja in to bo eden izmed lepih projektov, ki bo zaživel, če bodo seveda ljudje tudi za to. Bilo je, moram odkrito povedati, bilo je kar nekaj nasprotovanj, vendarle smo potem od hiše do hiše šli, pobirali soglasja in nekaj jih celo ni dalo, ampak vendarle projekt smo začeli izvajati in zdaj je v polnem teku. Zanimivo je tudi to, da je na sredini oziroma ob strani tudi projekt Marije, ki bo zdaj predstavljena, tako kot je bila nekoč na tem trgu. Gledalo bo tudi v Pako, proti Paki, kajti tu je bil spomenik postavljen leta 1892, ko ga je postavil Vošnak kot opozorilo. Takrat je bila namreč poplava do tega spomenika in zato želimo ohraniti to zgodovinsko vrednost tega spomenika, da bo stal nekoliko bolj na sredi in da bo gledala Marija proti Paki. Kdaj bodo dela končana? Dela bodo končana drugo leto. Mislim, da okrog 30.6. naj bi bila nekje ta otvoritev tega lepega novega dela. Povedati je tudi treba, da ob tem, ko saniramo infrastrukturo na tem trgu, toplovod, vodovod, kanalizacijo in pa tudi izolacije teh hiš, ki so na trgu, imamo pa tudi goste. Imamo goste iz Zavoda za kulturno dediščino, iz Celja. Z njimi smo morali podpisati tudi pogodbo o raziskavah in imamo zdaj tako imenovane naše žličkarje, naše raziskovalce, ki budno iščejo razne predmete v tem delu, ko se gradi. No in nekaj stvari so celo že našli in vse to skrbno zapisujejo in nekaj časa je bilo delo tudi ustavljeno, ampak vendarle delo teče tudi naprej. In tudi zanimivi bodo tudi ti izsledki teh naših obiskovalcev iz Zavoda za kulturno dediščino. In župan, ko bodo dela končana, investicija zaključena, kaj bo občina s tem pridobila, pa seveda tudi občanke in občani? Ja, poglejte, s tem bomo pridobili mirni del brez prometa. Namreč odločeno je bilo, da iz tega trga promet odstranimo, podobno kot na trgu Svobode in tako bomo tudi storili postopoma, vendar tista intervencijska pot bo ostala, pa tudi za določene dostavljavce, kakšne opreme ali kaj drugega, ki so na tem trgu. Poleg tega moram reči, da bodo tudi
tu prehodi, dva podhoda sta proti muzeju usnjarstva, kjer se planira novo parkirišče. Tam se bodo porušili tudi ostanki nekdanje tovarne usnja in na tistem mestu že imamo idejni projekt za blok, stanovanjski blok. Namreč v Šoštanju nam primanjkuje kar nekaj stanovanj, da bi se potem na tem delu vselile mlade družine in tako bi se na ta način tudi ta del oživil. Sploh pa bo ta trg nekako povezoval trg Svobode s Šoštanjem in pa seveda ta muzejski del, ki ostaja tu proti muzeju usnjarstva in parkirišču. Veliko teh dogodkov ste zdaj nanizali. Treba pa omeniti, da je občina Šoštanj občina, ki je prijazna starejšim osebam in tudi invalidom. Tukaj mislim tudi na dvigalo, ki ga imate v občini. Ja, res je. Poglejte, vse skozi se trudimo, da kot druge občine seveda postanemo tudi prijazni invalidom, težje gibljivim osebam, tako na cestah, z vsemi tistimi nizkimi pločniki in tako naprej. In ideja je bila tudi to, da na občini zgradimo dvigalo, namreč ljudje, ki prihajajo po razne dokumente, po raznih upravkih na občino, ne morejo več v drugo in tretje nadstropje, pa smo zgradili temu primerno dvigalo, tako da zdaj lahko z dvigalom pridejo v višje prostore, opravijo svoje stvari in se potem tudi vrnejo. In tako mislim, da smo tudi tem ljudem olajšali zdaj to gibanje po naši stavbi. So pohvale? Ja, so, res moram reči, čeprav so od začetka kar nekoliko strahom gledali v to dvigalo, ampak potem pa smo jih le uvedli in zdaj se sami prevažajo. Kaj pa brezplačni avtobusni prevozi? Ja, tudi brezplačni avtobusni prevozi so pri nas že lani bili. Neka noviteta, šoštanski bus je postal. No in v letošnjem letu je avtobus 4-krat na dan iz Topolšice do Podkraja in iz Podkraja v Topolšico 4-krat na dan brezplačen. To ostane tudi naprej? To ostane tudi v bodoče. Do decembra, potem bomo pa videli, kako in kaj naprej. So še kakšne želje, recimo občank, bi imeli ta šoštanski bus, ker po krajevnih skupnostih? Res je, veliko krat se sliši, ja, našo vas ga pa ne bo, sem ga pa ne bo. Tudi na to smo pomislili in planiramo, morda v letošnjem letu že, ali pa tudi ne, da se bo ta avtobus peljal tudi v sosednjo krajevno skupnost in tudi malo više, tako da bo vsaj enkrat na teden prišel tudi v druge kraje. Kar nekaj pomembnih obletnic imate v občini Šoštanj. 140 let so praznovali gasilci in gasilke prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto. 3-dnevna odmevna prireditev je bila, bili ste prisotni, navdušeni, zadovoljni. Ja, res je. Kot ste že sami rekli, veliko je teh naših obletnic, na katere smo zelo ponosni, kajti to nas nekje uvršča v občine, ki imajo bogato tradicijo pri društvih. In ena taka stvar je tudi 140. obletnica prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto. In na njih smo zelo ponosni. Imeli so res 3-dnevno proslavo, praznovanje in to zelo zanimivo. Mi smo tudi prispevali tudi, da smo jim uredili novo parkirišče pred gasilskim domom, da smo sodelovali pri polovici nabave novega avtomobila in pa še kakšne druge ugodnosti. In ponosni smo na vse gasilce, ki jih imamo v naši občini, kajti tudi njihove obletnice so visoke. Lokovica 111 let, Gaberke 89 let in pa Topolšica 88 let. Na gasilce smo pa itak ponosni, ker vemo, kaj nam rešujejo vse prometne zagate oziroma
vse nesreče, ki se pojavljajo tako v prometu, tako v sami naravi in zavedamo se, da brez tiste opreme, ki jo uporabljajo gasilci tako v obliki avtoparka, lestev in drugih zadev, mora biti tudi osebna oprema takšna, kot mora biti, da lahko gre gasilec varno v posredovanje, v plamen, v vodo, tako da tudi na tem skrbimo in vsako leto dodatno dodamo, približno letos damo samo 12 000, v prejšnjih letih smo dali pa 20 000 evrov za nakup opreme, osebne opreme društev. Drugače pa imamo kar visoko postavko 95 000 za njihovo delovanje vseh 4 društev. Moram pa res tudi reči, da se gasilci izkažejo tudi ne samo v posredovanjih, ampak tudi na raznih prireditvah, na raznih tekmovanjih in ponosni smo na njih, ko iz državnih prvenstev prinašajo visoka mesta, državne prvake, podprvake, tako da smo res z roko v roki delamo z njimi, posvečamo jim pozornost, povabimo jih tudi na občino, da jih obdarujemo, te najmlajše, ki so dosegli tako visoke državne uspehe. In to zadovoljstvo, dobro sodelovanje se je videlo tudi na tej slavnostni akademiji prireditvi, pa potem tudi, ko so dobili to novo gasilsko vozilo. Ta čar v očeh, zahvala. Ja, res je. Ko si pogleda vsakega gasilca, so jim očke res žarele, ker prav je, da čutijo, da tudi občina stoji za njimi, da jih cenimo, da jih spoštujemo, ker jih pač rabimo in zato pa z roko v roki jaz upam, da bomo tudi v bodoče sodelovali. Taborniki tudi pomembno obletnico, krvodajalsko akcijo odmevno so pripravili, tudi strani občine je bilo kar nekaj krvodajalcev in krvodajalk. Ja, res je. Moram reči, da tudi taborniki imajo visoko obletnico, 60 let in zelo pridno delajo. In ena izmed takih njihovih gest je bila tudi zbiranje 60 litrov krvi, na kar so se občani zelo dobro odzvali. Vse čestitke tabornikom za to dejanje, vse čestitke tudi za njihovo vso udejstvovanje v naši občini, tako da smo res tudi ponosni na njih. Zdaj imajo tudi prostore v Lučki skupaj z drugimi društvi, tako da lahko svojo dejavnost širijo in res izvajajo po svojih planih. In uresničili so svoj cilj 60 litrov krvi za 60 let. Več je bilo, a ne? Tako je. In to je tudi res ena taka vrlina tabornikov, ki vem, da že mladino vzgajajo. No in ko je pri vzgoji mladine, ko smo, ne smem pozabiti, da vsa ta društva, ki preživijo tako visok jubilej, imajo velik posluh za mladino, za najmlajše in to je potem tisto, kar drži ta društva tako dolgo v vrhu naše občine in tudi v vrhu Slovenije. Sodelovanje z mladimi, tudi likovni svet otrok, krasna razstava vsako leto. Ja, res je, vsako leto na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha poteka razstava likovni svet otrok. Letos je bila tudi, in sicer je bila že to 51. Tako da je tudi ta tradicija velika, visok jubilej. Tu moram povedati, da smo se vsa leta borili, da bi to razstavo uvrstili na Ministrstvo za kulturo, na Ministrstvo za šolstvo, vendarle nismo nekje uspeli, ampak jo potem izvajamo sami v okviru občine in seveda tistih sponzorjev, ki nam pomagajo. Vedno prispe ogromno število risb, preko 3000. Komisija enkrat je iz Maribora, enkrat iz Ljubljane, so sami strokovnjaki, ki izbirajo potem te izdelke, ki so pa razstavljeni potem skozi vso leto na teh naših hodnikih naše šole Kajuhove v Šoštanju. Pogrešate kaj šolo? Kot pedagog, ravnatelj?
Ja, jaz moram odkrito reči, da se še kar večkrat zmotim. No ja, danes pa ni bilo v šoli tek, kot bi moglo biti, ampak mislil sem zdaj na občino. A ne? Ta beseda v šolstvu mi je pač ostala iz tega dolgoletnega službovanja in ni mi žal, da sem toliko let preživel med mladimi, da sem vzgajal rodove in generacije jih poučeval tudi v plavanju, smučanju in v vseh drugih moralnih vzgojnih elementih. In to se je splačalo, pa se še splača, te vrednote gojiti. Tako, to se splača in jaz polagam na srce, da tako tudi pedagogi na šoli, kot tudi pedagoginje v vrtcih temu sledijo, da posvečajo tem najmlajšim res vso pozornost in jim nudijo tisto najboljše, kar jim v trenutnem danem času lahko. Kajuhov kip, ga še omeniva? Ja, Kajuhov kip je pa postal ena tarča našega vandalizma v Šoštanju, ki iz leta v leto ne more prenehati. Enkrat ga porišejo, drugič ga polomijo, prevržejo, skratka nam oskrunijo tiste vrednote, ki so tam postavljene. Mi se potem trudimo, da v čim krajšem času potem to saniramo. Samo od danes do jutri se tudi ne da. Treba je potem očistiti in pa na novo nekje postaviti v prvotno stanje. Je pa ta vandalizem kar prizadel tudi naše občane, ki smo se potem, jaz sem tudi šel drugi dan tam na to zborovanje ob Kajuhu, kjer so prebirali pesmi, tako da so nekje na ta način izrazili tisto svoje spoštovanje do našega rojaka. So še pa na drugi strani lepi dogodki, sejmi so že takšni, ko jih z velikim veseljem obiščete in nikoli ne greste domov praznih rok. Ja, res je. Sejmi so tudi pri nas kar tradicija, tako Šmihelov, Katarinin, novoletni sejem. No, pojavil se je tudi medarski sejem lani, ki je bil tudi zelo dobro obiskan in tudi v letošnjem letu zdajle bo skupaj z tem sejmom tudi med na razpolago. Bil je zelo dobro obiskan, tam pač pridemo skupaj tudi ljudje, se malo pomanjkujemo, seveda ta košara, ki jo prinesemo, hitro se napolni z raznimi dobrotami, ki jih potem odnesemo domov. In zdaj ob koncu najinega pogovora seveda pika na i. Občina Šoštanj praznuje v letošnjem letu 2019 tudi tale brošurica, ki so jo ljudje že dobili v svoje domove, ne? Ja. Kaj vse ste letos pripravili v prazničnem septembru? Vem, da je ogromno dogodkov, da vseh ne bova naštela. Čisto vse krajevne skupnosti, društva so se vključili, lepo sodelujejo. Kaj bi še posebej izpostavili? Ja, težko je zdaj nekaj izpostaviti, ker da ne naredimo krivice tistim, ki so sodelovali v tej brošuri s svojim programom, namreč od šole zdravja, potem do raznih društev, ki ponujajo razne športne aktivnosti, pa kulturne aktivnosti. Tako da jaz sem zelo vesel, da je ta program tako obsežen in apeliram na naše občane, da ga dobro pregledajo, najdejo nekje svoj interes in tisto prireditev tudi obiščejo. Namreč vsak, ki bo prišel na kakšno prireditev, bo dal neko priznanje tistemu, ki je to prireditev prijavil oziroma jo izvedel, in to je potem neko zadovoljstvo za delo naprej. To je neka pohvala, neko priznanje in tega je itak premalo, ampak vendarle, treba je pa pohvaliti zelo pestro delo v vseh teh organizacijah, društvih, ki jih imamo v Šoštanju. Glavni dogodek pa seveda slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj. Tako je, glavni dogodek bo pa 30. septembra z našo svečano sejo ob 7. zvečer z nekim kulturnim programom
in pa seveda s podelitvijo priznanj, kot vsako leto. Bilo je kar nekaj predlogov za priznanja, kajti ko pozovemo ljudi, se kar najdejo določeni predlogi za tega, za drugega. Skratka, ljudje tudi hočejo sodelovati v tem. No in komisija je dobila kar veliko predlogov in na zadnji seji so imeli pestro delo, veliko je bilo, vendarle priznanj pa ni toliko, kot bi jih lahko bilo letos in nimamo slavnostnega oziroma častnega občana, imamo samo priznanja. To so priznanja, ki jih bodo dobili Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto, potem rod Pustega gradu Taborniki in pa gospod Toni Rehar. To so priznanja. Plakete pa dobijo Nataša Ročnik, pa potem Janez Atlšek in pa mešani pevski zbor Skorno, ki je tudi zdaj že kar nekaj let, zelo aktiven, dober. Skratka, komisija se je odločila za te plakete in za ta priznanja. Je pa še nekaj priznanj tudi odobrila, ki jih potem dajo županu na razpolago, da podeli svoja županska priznanja. Moram povedati, da vsako leto smo podelili tudi kakšnemu športniku nadobudnemu in pa tudi zlatim maturantom, tako da tudi v letošnjem letu mislim, da bo nekaj teh priznanj šlo v roke mladih. Tako da že zdaj iskrene čestitke vsem dobitnikom letošnjih priznanj. In veselje mi je, da je med njimi tudi naš sodelavec VTV vaše televizije Velenje. Ja, poglejte, Toni je tudi legenda, midva smo bila tudi stanovska kolega, večkrat se kaj podraživa okrog kakšnega športa, ampak vendarle sva ostala športnika oba, tako kot smo bila vzgojena in jaz upam, da bo tudi to priznanje dobrodošlo in neka zahvala naše občine do njegovega dela. Se pravi, energijo župan dobite tudi pri športnih aktivnostih. Gore, še kaj drugega, kaj radi počnete? Ja, gore, pa doma imamo pač našega zvestega psa, nemškega ovčarja, s katerim se kar veliko ukvarjam in to mi daje tudi neko sprostitveno dejavnost, tako da smo res nekje bolj sproščeni potem za naslednji dan za v službo. Stavek ali dva, načrti za v prihodnje? Ja, načrti za v prihodnje pa tudi ostajajo in porajajo se tudi novi. Namreč najprej je treba z vso silo, kar vedno delamo do zdaj, pritiskati na vsa ministrstva, na prometno ministrstvo, za infrastrukturo, za gospodarstvo, za ureditev ceste v Zavodne. Ta je zdaj najslabša državna cesta na tem področju in v zadnjih pogovorih v prejšnjem tednu smo dobili zagotovilo, da je projekt gotov, da bodo zdaj imenovali ljudi, ki bodo šli do določenih ljudi, ki so lastniki zemljišč ob tej cesti, da se bodo z njimi pogovorili, odkupili in da se bo izbral tudi izvajalec, da se bo del ceste od samega mestnega jedra Zavoden pa do igrišča in še malo dlje v letošnjem letu začel v jeseni graditi. V naslednjih letih pa se projektira naslednja etapa in verjetno po njihovih obljubah do samih Lajš. Tako da bi zdaj v 2 letih pa bila ta cesta res gotova, ki postaja pa že zelo nevarna. Župan občine Šoštanj Darko Meni, hvala lepa za prijazen klepet. Vse dobro tudi v prihodnje. Hvala pa tudi vam, gledalke in gledalci, ker ste spremljali današnjo oddajo Župan z vami. Kot ponavadi boste oddajo zaključili vi, kamera je vaša, s prijaznim voščilom vašim občankam in občanom. Izvolite. Ja, spoštovane občanke, spoštovani občani,
Mesec je zopet naokrog, mesec praznovanja naše občine. Jaz vas vabim na vse te prireditve. Obenem vam polagam na srce, da ko sledite našim dogajanjem, našim delom na terenu, da bodite strpni, da jemljite to delo nekje v zakup, da bo potem boljše in vse te, kar se tam dogaja, bo potem namenjeno vam, našim občanom. Ob teh prazničnih dneh vam želim veliko lepega užitka pri obiskovanju teh prireditev in pa seveda ponosno praznujemo naš praznik, to je 30. september, tako da vse dobro pa vsem vam, veliko zdravja, veliko pozitivne energije in pa dela z roko v roki. Hvala lepa.